usta tukaj. Tokrat ne bomo vezali, ampak sem želela samo pokazati, kako pripravimo nov trak na uporabo oziroma s čim lahko zagotovimo, da nam bo udobneje in pa še majčkeno bolj varno nositi z njim. Tako da tale video je namenjen predvsem tistim, ki se niste mogli upreti skušnjavi, niste mogli upoštevati nasveta, tudi sama ga ne morem, da kupite vedno predljubljen oziroma rabljen trak, ki je v štartu mehkejši, ampak ste si morda izbrali novega, tako kot jaz tegale. Zdaj, zakaj moramo trak sploh lomiti oziroma mehčati? Vlakna so na začetku, ko pridejo iz stroja, zelo pravilna, gladka, čist nova, no, niso nič nacefrana, mislim, kako bi zdaj to rekla. To so take čisto mičkene, ne vidimo tega s prostim očesom. Dlačice, ki pridejo dol iz niti, se pa zaradi teh niti veliko boljš primejo vlakna med sabo, se pravi, se spet na nek način zaklenejo. S tem je trak veliko bolj varen, poleg tega pa tudi ne prihaja tako veliko do kakšnih potegnjenih niti, zamaknjenih niti, tako da seveda veliko bolj varen, tudi v smislu, da se ne bi prehitro naredila kakšna luknja na njem. Kakšne materiale je treba malo bolj lomiti kakor druge, je pa tudi od same firme, od same znamke oziroma proizvajalca trakov odvisno. Od Lubere trakove, recimo, ko sem dobila, so prišli že zelo mehki, jaz ne vem, kaj z njimi delajo, jih samo rogi ližejo, samo na lunin mrk ali kaj. So pa, ne vem, druge spet variante, ko pride pa ekstremno trd, pa tudi če ne vem, kako lomiš, ne bo. Little Frog, recimo, sem kupila lanenga, pa je bil v 3 dneh perfekten, ko puderček je bil že mehak. Tako da res čisto odvisen, ni nekega pravila tukaj, da bi vam rekla, zdaj pa to kup, pa se boš imel fajn. Jaz sem si zadala kar posel, vzela sem tale Ocean Famosin Wet Spun Lan. Lan, tako kot konoplja, še kakšen tencel, imajo zelo radi toploto. Vedno upoštevajte tele listke, na katerih vam piše sestava traku gor, piše vam gor tudi, kako ga vzdrževati. Pač operite pa posušite po teh navodilih. Če imate dovoljeno rabo sušilca, si lahko zelo s tem pomagate. Te trakovi, ki imajo radi toploto, zabrišete pač v sušilca še par teh nogavic zraven v kugelce, pa bo to mučkanje v bistvu ustvarjalo ta mikrocefranje samega vlakna, zato da bo lahko se dobro prijel. Najboljši način, da zlomimo oziroma trak pripravimo, je, da ga nosimo, da z njim nosimo. V bistvu, ko nosimo, naše telo daje toploto, naš otroček daje toploto. Poleg tega, z samim vezanjem traku ustvarjamo trenje, se pravi, ko ena plast traku gre čez drugo, se ustvarja trenje, ki prav tako pomaga pri tem mikrocefranju. Tako da v bistvu vsi načini, ki jih bom zdaj pokazala, bojo probali posnemati to nošenje, se pravi, bomo ustvarjali trenje in pa pogreli ga bomo. Prvi način, ki ga bom pokazala, je primeren za vse materiale. Še posebej radi ga uporabljajo za ročno tkane, se pravi, ne strojno, ampak ročno tkane trakove. Vedno bomo začeli nekje na koncu, ker je tukaj najlažje tako pokazati. Naredili bomo čisto enostaven polvozel, se pravi, pasiven krak, recimo, da je ta dolgi od spod, tale bo pa aktiven, bo šel okoli in not. Kar sem s tem ustvarila, je eno tako zanko, zdaj bom tukaj malo zategnila, da mi ne bo preveč ušlo. In zdaj, tiste, ki znate mogoče kvačkati, jaz si zelo s tem pomagam, bomo ustvarjali pač eno pentlo, ali kako v slovenščini, že vem, kako se reče. Pač vlečemo preostanek tako čez to zanko, ko smo jo naredili. In zdaj manjša, kakor bo zanka, več trenja bomo ustvarjali. Tudi bolj se bo segrel trak zaradi samega trenja. Ponavadi priporočam in sama si vzamem prsta dol, da ne bi še kakšne niti povlekla. In zdaj bom veselo pletla.
In bolj, ko boste zategovali te zanke, manjše, ko bojo, vedno več trenja bo. Zdaj tudi vidite, koliko je dejansko trak prožen, lahko ga fajn raztegujete. Zdaj, če imate kakšen material, kakor je 100% bombaž ali pa različne vrste bombaža, kakšna, ne vem, konopla, svila in podobno, lahko trak tako pustite nekaj časa. Lan ni najboljša izbira, zato da ga tako pustite, zaradi tega, ker se rade ustvarjajo kakšne permanentne gube, ki jih potem tudi z likanjem zelo težko ven dobite. Pri lanu, sploh takemu trdovratnemu, je najboljše, da po vsakem takem procesu lomljenja ga zlikamo z polno pare. Tudi potem, ko ga operemo, ga še vlažnega z polno pare, pa res polno pare, polikamo. Kakšni tudi zelo radi spijo na njem, kadar je res prost trd, čeprav mislim, da s tistim tudi, če se bolj premetavaš, kakšne gube ustvarjaš, no. To ali pa ga pustijo v vročem avtu poleti, jaz to glih ne, no. Pa tudi za sušilca, jaz sama pač, okej, nimam sušilca, ampak tudi ne vem, če bi ga imela, če bi se posluževala, zato ker naj bi krajšal trakove. Zdaj to razdiramo in v bistvu je cel del to, da se to dela in podira. Naslednji način je zelo podoben v pripravi drsnega vozla oziroma kavbojskega vozla. Pripeljemo krak okoli roke, pa lažje nam je seveda, če pustimo ta krajšega takole, da ga imamo na voljo. In potem, vidite, ta aktiven je krajši, je šel čez, ta pasivnega bomo povlekli skozi, da spet dobimo zanko. Zdaj bomo pa ta kratkega potegnili, zategnili. In to je v bistvu to. Zdaj bomo pa s to zanko premikali trak. In s tem spet ustvarjali trenje. Bolj, ko je zategnjena zanka, spet je več trenja, spet smo veliko bolj učinkoviti. In to ponavljamo spet v nedogled, fino si krepimo mišice, pa ni treba hoditi na vse tiste telovadbe. Zelo podobno, kakor tole zdaj lahko dosežemo tudi z vlečenjem čez obročke. Jaz sem tule dva obročka v L velikosti, teli so pač po meri tudi gravirani, bom od spodaj v opis napisala, kje se jih dobi. Preprosto bom dala takole trak na pol, mislim na pol, prepognjenega bo, še zmeraj da imam krajši tle, oba obročka čez. Zdaj bom enega malo razdignila, zato da dobim ta krajši
trak čez ta spodnjega. Okay. In ko potegnem ta krajši trak, dobim ta en tak plusek. Okay. Zdaj bom prijela ta dva obročka skupaj. In zdaj, bolj kolikor jih bom stisnila, večji pritisk se bo ustvaril na sam trak in večja bo seveda učinkovitost, ker bomo spet ustvarjali več trenja in tudi težje bo zavleči. Mogoče za kakšne debelejše trakove ne toliko stisnite. Lahko se tle igrate, malo lepše razporejate ali pa različne pramena nastavljate, da boste lažje zatekvali, ampak v praksi pa to takole izgleda. Zdaj, ko pridemo daleč do konca, samo obrnem obročka, zdaj bo ta na vrhu in ta spodaj, pa spet. Način lomljenja ni najboljša izbira za volnene trakove in pa po nekih teorijah tudi za ročno tkane. Sama ne vem, nimam ročno tkanega traku, niti nikoli nisem imela, ampak za tiste se res bolj priporoča tisti drsni vozek, ki smo ga prej naredili. Ostane nam še en način, ki je zelo fajn za nelanene trakove, spet ker bo namenjen temu, da še svojim telesom dodajate toploto. In sicer bomo naredili tak kropek, oziroma jaz temu rečem blazina za hemoroide, ker nam tudi nosečnicam, mamicam pride prav, ali pa tudi nosečnici, zakaj pa ne? Če imate trak, pa malo trebuščka zavijate, se pripravljate na porod, pa si dajte še takole malo ga zmehčati, ne? Ok, vzamem en konc in naredim takole, krogic, luknjo. Pustim glih toliko prostora, da gre recimo moja roka skozi. Zdaj odvisno, koliko je dolg trak. Toliko boste tudi pustili luknje, tudi koliko je debel. Spet, manjša, koliko je luknja, več bo trenja, bolj boste učinkoviti. In zdaj nima niti veze, čez katero stran. Bom začela trak vleči skozi. Zdaj vlečem celega. Zdaj ne delam neke zanke, ampak v bistvu ovijam daljši del traku čez to zanko, ko sem jo tle že naredila. In naj bo čim bolj tesno, da bomo čim večkrat šli v kol. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'orio brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Zdaj, ker sem prišla v kol, bom šla samo še en krog. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino. Kole, evo ga. Kot rečeno, če imate lan, ne sedeti na njem, drugače pa komot. Seveda, ker se zasedimo, lahko ustvarimo tiste permanentne gubice, pri vseh ostalih pa kar veselo. Evo, to bi bilo za danes to, jaz upam, da nisem bila predolga.
Če vam je bil video všeč, dajte stisniti dol prst gor. Če imate še kakšno vprašanje, bi mi radi kaj povedali, mogoče veste za še kakšen način lomljenja traku, mislim, da napišite v komentar dol. Če pa mislite, da še komu prav pride, si je kakšna prijateljica kupila nov trak, pa podelite veselje naprej. Mi se pa vidimo kmalu!